Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, en lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije. Vesela sem, da vas lahko nagovorim ob tej pomembni priložnosti, ko skupaj razmišljamo o prihodnosti SAŠA regije in izzivih, s katerimi se soočamo pri njenem prestrukturiranju. Tema današnjega posveta, vloga malih modularnih reaktorjev kot katalizator pravičnega prehoda, nas nagovarja k iskanju inovativnih in trajnostnih rešitev za regijo, ki je zgodovinsko močno vpeta v premogovništvo in proizvodnjo električne energije. Naša regija se, kot vemo, nahaja na prelomnici. Če se ozremo v preteklost, smo lahko ponosni na bogato industrijsko dediščino in znanje, ki smo ga gradili desetletja. SAŠA regija je zgodovinsko povezana s premogovništvom in energetiko. Predvsem zaradi premogovnika Velenje, ki je bil pomemben delež našega gospodarstva in je zagotavljal številna delovna mesta. Regija se je s planskim pristopom postavila pred 60 leti in iz zelene, rodovitne doline postala industrijski čudež. Druga generacija prebivalcev je 60 let živela v izjemno stabilnem in nespremenjenem okolju. Če pa se zazremo v prihodnost, smo soočeni z neizogibno potrebo po prehodu v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo, energetiko in družbo. Evropske in nacionalne politike so jasne. Zastavile so smernice za postopno opuščanje premoga, kar pomeni, da moramo aktivno snovati rešitve, ki bodo zagotovile gospodarsko stabilnost, nova delovna mesta in dolgoročno blaginjo prebivalcev regije in širšega območja. V okviru Evropskega zelenega dogovora je Evropska komisija z namenom, da bi učinkovito in pravično dosegli podnebno nevtralnost do leta 2050, vzpostavila mehanizem za pravični prehod, preko katerega bo v obdobju v 2021-2027 mobiliziranih približno 55 milijard za ublažitev socialno-ekonomskih posledic prehoda v najbolj prizadetih regijah. Ta mehanizem tvorijo trije stebri. Prvi steber je sklad za pravični prehod, ki je nov instrument v okviru kohezijske politike za podporo območjem, ki se zaradi prehoda na podnebno nevtralnost soočajo z velikimi družbeno-gospodarskimi izzivi. Ublažili bodo socialno-ekonomske posledice zaradi podnebnega prehoda in podprli gospodarsko diverzifikacijo ter prestrukturiranje premogovnih regij. To pomeni podporo produktivnim naložbam v mala in srednja podjetja, ustanavljanje novih podjetij, raziskave in inovacije, sanacijo okolja, čisto energijo, izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev, podporo pri iskanju zaposlitve, aktivno vključevanje v programe za iskalce zaposlitve ter preoblikovanje obstoječih ogljično nevtralnih obratov, če se bo z naložbami doseglo znatno zmanjšanje emisij in zaščita delovnih mest. Za SAŠA regijo bo v sklopu sklada za pravični prehod približno 174 milijonov evrov, pri čemer bo približno polovica sredstev potrebno izkoristiti do konca leta 2026, kar pomeni, da morajo biti projekti zaključeni do sredine leta 2026. Preostala sredstva, enako kot ostala kohezijska sredstva, pa bo mogoče porabiti do leta 2029. Drugi steber mehanizma pa predstavlja namenska shema v okviru programa InvestEU in je namenjena predvsem zasebnim naložbam. In pa tretji steber tega mehanizma pa so posojila v javnem sektorju, ki jih zagotavlja Evropska investicijska banka. Pri tem je potrebno poudariti, da se na nacionalnem nivoju zaenkrat izvaja le sklad za pravični prehod. Evropska unija je leta 2019 SAŠA regijo identificirala kot eno izmed premogovnih regij, ki se bo prestrukturirala. Na tej podlagi je Slovenija leta 2022 sprejela nacionalno strategijo za izstop iz premoga
in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Na osnovi te strategije je bil sprejet območni načrt za pravični prehod Saša, ki opredeljuje proces pravičnega prehoda v regiji in predstavlja oceno gospodarskih, socialnih in drugih učinkov pravičnega prehoda v premogovni regiji. V območnem načrtu za pravični prehod so predstavljene razvojne potrebe na področju energetike, razvoja človeških virov, gospodarstva in prostorsko ter okoljsko degradiranih območij. Izzivi, s katerimi se soočamo pri prestrukturiranju Saša regije, so res večplastni. Za oris stanja je potrebno izpostaviti, da skupina Premogovnik Velenje skupaj z odvisnimi družbami TEŠ neposredno zaposluje okrog 2200 ljudi, kar je skoraj desetina celotnega delovno aktivnega prebivalstva regije. Premogovnik Velenje in TEŠ pa v regijskem gospodarstvu nista pomembna samo zaradi svoje strateško pomembne dejavnosti in delovnih mest, ampak tudi zaradi široke mreže dobaviteljev, tako znotraj regije kot izven nje. Študija socialno in ekonomskih vidikov prestrukturiranja Saša regije o predčasnem zaprtju TEŠa in Premogovnika Velenje je pokazala, da je število dobaviteljev TEŠ in Premogovnik, ki bodo ob zapiranju morali prilagoditi svoj poslovni model, približno 1000. Območni načrt Saša regije opredeljuje 4 strateške cilje. To je pravični energetski prehod Saša regije, zaposlitve in veščine za vse, trajnosten, prožen in raznolik gospodarski razvoj ter postopna sanacija in revitalizacija prostorsko in okoljsko degradiranih območij. Prvi ključni izziv predstavlja energetika. Energetska tranzicija mora biti premišljena, učinkovita in pravična. Velik izziv predstavlja trajnostna preobrazba daljinskega ogrevanja ter energetike in energetskih lokacij, ki pa še vedno ostajajo eden izmed stebrov regionalnega razvoja. Pri tem lahko imamo inovativne rešitve, kot so modularni reaktorji, tudi pomembno vlogo. Ne gre le za nadomestitev enega vira z drugim, ampak za oblikovanje celovitega energetskega sistema, ki bo varen, trajnosten in dostopen. Ne smemo pa pozabiti, da je pri preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja nujna izvedba celovite energetske sanacije vseh stavb, ki so na ta sistem priključene, kar predstavlja veliko finančno breme za vse prebivalce. Prav tako je potrebno sprejemati ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu ter uvajanje obnovljivih virov energije. Drugi izziv, ki ga naslavljamo v območnem načrtu, predstavlja spodbujanje trajnostnega, prožnega in raznolikega gospodarskega razvoja. Potrebno je prestrukturirati podjetja, odvisna od premogovništva, in zagotavljanje novih kakovostnih delovnih mest v sektorjih, ki niso neposredno povezani s premogovništvom. Nujna je diverzifikacija gospodarstva. Potrebujemo naložbe v nove tehnologije, hkrati pa moramo podpreti podjetniške iniciative, ustvariti poslovno okolje, v katerem bodo zagotovljeni pogoji za rast inovacij. Pri izvajanju ukrepov iz območnega načrta Saša ugotavljamo, da se na nivoju regije pojavlja nezaupanje v učinkovitost ukrepov območnega načrta, da so sredstva za izvedbo vseh investicij za gospodarstvo prenizka, da manjkajo spodbude za manjše investicije, za mikro, mala in srednja podjetja, da se Premogovnik Velenje in TEŠ in morda še kakšno drugo povezano podjetje na razpise ne morejo niti prijaviti zaradi nedoseganja cilja rasti delovnih mest v primerjavi s številom iz preteklih let, saj bodo z zapiranjem zmanjšali število zaposlenih, kljub temu, da bodo na primer s preusmeritvijo v druge dejavnosti ustvarjali nova delovna mesta in seveda druge težave z izvajanjem razpisov v sklopu sklada za pravični prehod. Prehod v nizkoogljično gospodarstvo pa ne pomeni le tehnoloških sprememb, ampak tudi preobrazbo kadrov. Na področju ohranjanja in razvoja človeških virov je tako pomembno vlaganje v obstoječe kadre, kot tudi razvoj novih s krepitvijo formalnih izobraževalnih programov. Naša naloga je zagotavljanje socialne varnosti in zaposljivosti delavcev, zaposlenih v premogovništvu in sorodnih panogah.
Zagotavljanje priložnosti za prekvalifikacijo, dvig kompetenc in ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti, ki bodo skladni z izzivi prihodnosti. Naš cilj je zadovoljni, motivirani prebivalci in kompetentni zaposleni, ki v regiji ne le ostanejo, ampak se v upoštevanju visoke ravni storitev in priložnosti v regijo tudi vračajo. Prav tako je ključni del prestrukturiranja sanacija degradiranih območij, povezanih z zaprtjem Premogovnika Velenje. Sanacija in revitalizacija degradiranih območij bosta omogočili uporabo teh zemljišč, bodisi za nove industrijske dejavnosti, bodisi za razvoj zelene infrastrukture. S temi ukrepi bomo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v regiji in pa zmanjšali negativne vplive na okolje. Ne pozabimo namreč, da sta izkopavanje in raba premoga povzročile številne negativne posledice. Degradiranih je bilo več kot 800 hektarjev kmetijskih zemljišč, porušile so se vasi Škale, Preloge in Družmirje, velikega predela mesta Šoštanj in Velenje. Potopljenih je bilo 818 hiš, preseljenih 1500 prebivalcev. Kot posledica posedanja terena pa so nastala 3 umetna jezera. Okoljska sanacija degradiranega okolja, voda, zrak, tla je bila izvedena, zato je potreben stalen monitoring kakovosti okolja. Pri izvajanju procesov prestrukturiranja pa je potrebno upoštevati širši kontekst, ki se žal iz dneva v dan neprenehoma spreminja. Gre predvsem za politične razmere v svetu in vprašanje izvajanja zelenega dogovora. Vsak izziv pa odpira tudi nove priložnosti in zapiranje Premogovnika Velenje in prestrukturiranja TEŠ-a vsekakor predstavljata oboje. Zato je ključno naslednje. Izkoristiti moramo empirična znanja, pridobljena v regiji na področju rudarstva, energetike, proizvodnje in distribucije električne energije, daljinskega ogrevanja, varstva okolja, vzdrževanja velikih sistemov, avtomatizacije procesov. Pravični prehod se lahko zagotavlja le skozi aktivno sodelovanje vseh deležnikov, gospodarstva, javnega sektorja, sindikatov in nevladnih organizacij. Potrebno je sodelovanje s premogovnimi regijami v EU in seveda z izmenjavo dobrih praks. Ključna je seveda primerna infrastruktura, se pravi cestne povezave, kot je tretja razvojna os, kolesarske, železniške povezave. Zagotoviti je potrebno kakovostno življenjsko okolje za prebivalce. Ključna in nedvoumna in močna podpora vlade in EU, kar v prvi fazi pomeni zagotoviti sistemsko rešitev z zagotovitvijo finančnih virov za pravični prehod SAŠA regije in čimprejšnje sprejetje zakonodaje, ki bo omogočala pravični prehod, se pravi Zakon o razvojnem prestrukturiranju SAŠA regije in pa Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Današnji posvet predstavlja pomemben sestavni del odprtega dialoga in sodelovanja. Ključno je, da se znanje, izkušnje in predloge povežemo v celovit pristop, ki bo omogočil pravično in trajnostno preobrazbo naše regije. Razvojna agencija SAŠA, pod njenim okriljem deluje Center za pravični prehod, bo pri tem igrala pomembno vlogo. Povezovala bo deležnike in podpirala projekte, ki bodo prispevali k realizaciji zastavljenih ciljev. Naša prihodnost je jasna. SAŠA bo prešla v trajnostno, nizkoogljično, digitalno družbo, ki bo temeljila na inovacijah, obnovljivih virov energije in socialni pravičnosti. To pa bo mogoče le s sodelovanjem vseh deležnikov, povezovanje javnega in zasebnega sektorja ter iskanjem skupnih rešitev. Nova smer naprej pomeni, da bomo s trdim delom, sodelovanjem in usmeritvijo v trajnostni razvoj skupaj zgradili regijo, ki bo ponosna na svojo dediščino in hkrati pripravljena na izzive prihodnosti. Hvala vsem, ki ste s svojim delom, znanjem in drugače prispevali k organizaciji in izvedbi današnjega posveta. Pričakujem, da bo razprava plodna in usmerjena v konkretne rešitve. Vsem udeležencem želim prijetno počutje in uspešno delo. Srečno!